Mateja Perpar, Pasje dogodivščine, Šnufa in Tace. 6. Zimski sprehod. Sprehod, je zaklicala gospodarica. Gremo van. Pasja člana družine, Šnuf in Taca, sta po obedu zadremala pod kuhinjsko mizo. Za kosilo so bile krvavice. Pasje prošnje so bile tako vroče, da je gospodarica za posladek vsakemu odrezala velik zalogaj. Krvavica je bila res slastna, tako slastna, da so Šnufa po hudem renčanju komaj prepričali, da ni požrl tudi špile. Zunaj je bilo mrzlo in mokro. Naletaval je sneg in velike, debele snežinke so se na tleh spreminjale v gosto in neprijetno hladno, klokotajočo zmes. Če ni treba, psički sami od sebe v takšnem vremenu ne gredo na sprehod, ker jih zebe v tace. Sploh pa ne s polnim želodcem, to ni zdravo. Zato sta se Šnuf in Taca pretvarjala, da sta hudo naglušna in dremala naprej. Gospodarica je imela svoje načrte. Ob sivih dneh, kot je ta, so tudi ljudje radi doma na toplem. Včasih pa si zaželijo razvedrila. Načrt gospodarice za danes je bil kino. Če greš v kino, si res ne želiš priti pozno zvečer domov in brisati kakšne luže. Pa ne luže od snega, če veste, kaj mislim. Zato sta psa morala na sprehod. Gospodarica je prišla v kuhinjo, segla pod mizo in izpod nje izvlekla obe leni pasji telesi. Pripela ju je na povodca, potegnila na hodnik in odprla vhodna vrata. Šnuf in Taca sta kot en mož, hočem reči en pes, sedla na zadnje tace. Običajno je ukaz sedenja tako zahtevan, da ga je treba spodbuditi s pasjim piškotom, tistega dne pa sta oba sedla hkrati brez piškota. To je bil zgodovinski trenutek. Gospodarica je zmajala z glavo in odločno pocukala za povodca. Šnuf in Taca sta prav počasi vstala in se odvalila skozi vrata na cesto. Že po nekaj korakih sta prej tako lenobna kosmatinca nenadoma oživela. Sneg pada, ruf, je zabevskal Šnuf, poskočil in pristal v gosti sneženo brozgasti luži. Sneg, ruf, je zalajal tudi Taca, skočil za Šnufom in potegnil gospodarico za seboj. Počakaj, ne, je vpila gospodarica, vendar je bilo prepozno. Luža je bila polna psov in ljudi. Škornji so bili polni vode. Gospodarica je rekla nekaj grdega. Še dobro, da psi ne poslušajo vedno, kaj govorijo ljudje. Sprehod se je nadaljeval precej poskočno. Psa sta tekala cikcak po cesti, ovohavala mokro grmičevje in se tu in tam otresla. Gospodarica jima je sledila pokrita s kapuco in od časa do časa pogledala na uro. Še 30 minut do začetka filmske predstave. Gremo nazaj, je rekla gospodarica in pocukala za povodca. Šnuf in Taca sta nadaljevala s tekanjem. Gremo, je bila odločna gospodarica. Šnuf! Šnuf je obrnil glavo in ji namenil prazen pogled. Domov! Ne slišim, snežinko imam v ušesu, je rekel Šnuf. Sploh je bil pa sprehod tvoja zamisel. Rad imam sneg, je rekel Taca in polulal bližnjo cipreso. Okno v prvem nadstropju hiše za cipreso se je odprlo. Gospodarica je zavzdihnila. O ne. Vaš pes je polulal našo cipreso, je zarjula gospa, ki se je pojavila na oknu, samo da ni rekla polulal, ampak nekaj drugega. Žal mi je rekla gospodarica. In res ji je bilo žal. Žal, da ima tako prisrčna in neubogljiva psa. Žal, da je cipresa ob cesti. Žal, da je tak turoben dan, ampak žal je bilo že prepozno. Se bo posušila, je tulila gospa na oknu.
Kaj se bo posušila, če sem jo ravno kar zalil? Je v pasjem jeziku odvrnil taca. Gospa na oknu tega ni razumela, ker se je slišala kot Zdaj pa še laja name, cucek trapasti, je tulila gospa, samo da ni rekla trapasti, ampak nekaj drugega. Moj prijatelj je čisto v redu, pas, se je sprožil Šnuf. In drevesa so zato, da psi lulamo nanje. To se je slišalo kot Prosim, bodi tiho, Šnufko, je rekla gospodarica. Če pa pojma nima, je grčal Šnuf. Če vas še kdaj vidim v bližini, bom poklicala policijo, je nadaljevala tuleča gospa. Oprostite, je spravljivo rekla gospodarica in vlekla psa stran od ciprese. Ampak Šnuf je bil togoten. Vse jih bom na smrt pogrizel, s tabo vred, draga gospa, je grozil. Samo da ni rekel draga gospa v nobenem jeziku. Gospa je zaprla okno, ker je bila do konca ogorčena in ker je bilo mraz. Pasja procesija je po mrzli moči cikcak odtavala domov. Doma so sezuli mokre čevlje, obrisali mokre tace in kožuhe, skuhali čaj in dali vsakemu psu en človeški piškot. Če psi ne jedo kar naprej, se počutijo zapuščene. Bilo je prepozno za kino in gospodarica Šnufa in tace je bila malo slabe volje. Po kratki razpravi o cipresah, psih in kinu sta gospodar in gospodarica sedla na kavč in prižgala televizijo. Psa sta legla na tla poleg kavča in zasmrčala. Tudi na TV je včasih kakšen dober film.